Po več kot enomesečnem premoru se je nadaljevalo pestro rokometno dogajanje in z njo tudi oddaja 7. Dobrodošli v edini pravi rokometni oddaji 7. V tokratni oddaji smo si pobliže pogledali vse 3 izredno pomembne tekme v boju za osmino finala Lige prvakov. Videli bomo, ali je celjskim vitezom uspel drugi zaporedni preboj med 16 najboljših ekip v Evropi. V rubriki 1 na 1 smo se pomerili z Davidom Razgorjem. V soju žarometov pa si boste lahko ogledali, kako je potekal zaključni turnir slovenskega pokala. Po več kot 2 mesecih je celjske viteze ponovno čakala pomembna preizkušnja v Ligi prvakov. Tokrat so se odpravili na dolgo pot v Rusijo, k Sankt Petersburgu, zadnji uvrščeni ekipi v skupini A. Začetek za Celjane ni bil najboljši. Rusi so prvi zadeli in nato povedli s 3-0. Ko pa je 7 metrov zgrešil še Žvižej, je kazalo na to, da bo to začetek, ki bo šel hitro v pozabo. Rumeno-modri iz Celja so svoj prvi zadetek dosegli šele v 8 minuti prvega polčasa, ko je v igralcu več po podaji s kubeta zadel Nemanja Zelenović. Kazalo je na boljše trenutke naših rokometašev, ki so z vztrajnostjo in močno voljo prišli preko celjske 24-tice do izenačenja na 7 ob koncu prve četrtine celotnega srečanja. Toda tudi Rusi so imeli svoje načrte in takole v zadnji minuti prvega dela igre ušli na +4. A Celjani so imeli odgovor in preko Luke Žvižeja kot zadnji zadeli v prvem polčasu in odšli na odmor s 3 zadetki zaostanka. Začetek drugega polčasa je bil, podobno kot prvi, po ruskih notah. Celjski vitezi so zopet potrebovali nekaj časa, da so se zbrali in zaigrali bolje. Takole je dobro delo v obrambi s pretkanim zadetkom iz protinapada nadgradil Sebastian Skube in Celjani so spet izenačili. V samo končnico so Celjani vstopili neprimerno bolje in si preko Marguča priigrali celo prednost 3 zadetkov, kar je bila lepa popotnica za miren zaključek. A do le tega žal ni prišlo. V napadu je bilo precej nezbranosti in Rusi so seveda to znali unovčiti in vse skupaj je začelo dišati po drami v Sankt Petersburgu. Po še eni napaki celjskega napada so Rusi izvedli hiter protinapad, izigrali celjsko obrambo in pol minute pred koncem uspeli priti do izenačenja. Celjani so sicer še imeli priložnost za zmago, a je strel s kubeta ruski vratar ubranil. Na drugi strani pa domačim ni uspelo zadeti s poskusom s polovice igrišča in tako sta si ekipi na koncu razdelili točki. Sledila je tekma v peklu Zlatoroga. Tekma za biti ali ne biti. Obračun, ki bi ob zmagi prenesel osmino finala. Začetek je bil precej izenačen. Ukrajinci so se izkazali za čvrste nasprotnike. Nobena od ekip se ni uspela odlepiti. Takole je enega izmed svojih 6 zadetkov zabil odlično razpoloženi Ivan Slišković. Nato pa so Celjani le pritisnili na plin in ob izvrstnem navijanju tribun dvorane Zlatorog vendarle prišli do nekoliko izdatnejše prednosti v drugi polovici prvega polčasa. Nemanja Zelenović je krasno zadel. Matevž Skok je bil praktično nepremagljiv. Takole je fantastično reagiral po strelu s krila, po hitrem protinapadu pa je kot Hungaro Express zadel Mate Lekaj na navdušenje v Zlatorogu. Proti koncu tekme se je Zaporožje, katerega je spremljalo tudi nekaj navijačev, uspelo približati na 3 zadetke zaostanka, a se Celjani niso predali. Še naprej pa je v domačih vratih briliral Matevž Skok, ki je takole bravorozno obranil strel Ukrajincev 7 metrov. Celjski vitezi so še naprej izvrstno igrali v obrambi in posledično iz protinapadov prihajali do lahkih zadetkov. Enega takšnih je dosegel domači kapetan Luka Žvižej. Navijači so bili navdušeni. Zaporožje je še naprej poskušalo ujeti Celjane, a se jim na manj kot 3 zadetke ni uspelo približati in slavje v Zlatorogu ob uvrstitvi na 3. mesto v skupini se lahko pričelo. Pred varovanci trenerja Branka Tamšeta je bila še zadnja preizkušnja v skupinskem delu Lige prvakov. Gostovanje v Nemčiji pri ekipi Rhein-Neckar Löwen ni odločalo v ničemer, saj sta si obe ekipi že pred zadnjim krogom zagotovili napredovanje z 2. oziroma 3. mesta. Celjani so se na začetku pogumno zoperstavili nemškim orjakom.
Pri nemških ekipah ni popusta, tudi ko gre za tekme, ki ne odločajo v ničemer. Takole so domači kaznovali nespretnost Celjanov v napadu. Rhein-Neckar se je uspel odlepiti z izdatnejšo prednostjo že v prvem polčasu in tako so domači na odmor odšli z velikih +7 v svojo korist. Tudi v nadaljevanju celjskim vitezom ni šlo vse po načrtih, razpoložena pa sta bila predvsem oba vratarja. Celjani so še upali na to, da bi se vendarle lahko približali domačim, a Nemci so pač Nemci. Neusmiljeno so še naprej rešetali celjsko mrežo in prednost je rasla iz minute v minuto. Točno 60 sekund pred koncem so domači zadeli za +9, potem ko je domači vratar izvrstno obranil poskus Celjanov. A to še ni bilo vse. Celjani so zapravili tudi zadnji svoj napad, Rhein-Neckar pa je na drugi strani odgovoril s Cepelinom, ki je pomenil, da so se Celjani iz Nemčije vrnili z 10 zaredki zaostanka. Tekma je pozabljena. Smo med 16 najboljšimi ekipami v Evropi. Cilj je izpolnjen. Vaš avto je že malo starejši in ni več kasko zavarovan. Zato vas zdaj pred vsako vožnjo čaka kolo sreče. Tokrat je šlo. Kaj pa naslednjič? Novi Kasko Karambol za vozila starejša od 6 let vključuje pomembne nevarnosti in je cenovno ugoden. Zavarovalnica Triglav. Ponavadi zjutraj še malce podaljšam budilko, tako da odspim še kakšnih nekaj minut, potem pa počasi odidem v kopalnico in se pripravim na nov dan. Prav posebnega kotička v Celju nimam. Najraje, ko grem v mesto, sem nekje v bližini reke, predvsem v teh pomladanskih poletnih mesecih, kjer se lahko sprehajamo ob reki in grem tudi na kakšno tortico, kakšno kavico. Nazadnje sem jokal od žalosti, ko sta umrli obe moji babici v letu 2007. Nazadnje sem bil našinjen v gusarja in sicer mislim, da okoli leta 2011. Enkrat so me na cestnini sem plačal, enkrat so me v Hubi vasi sem plačal, enkrat sem pihal, pa ni bilo nič, bilo vrejo, pa enkrat so me vstavili tako zvečer ob, pozem tako, 11. Mislim, da ne bi navadne restauracije, po moje bi kar kako slešičarno odprl, ker imam raje slečice, kot pa ostalo hrano. Mislim, da sem se najbolj nasmejal pri filmu Kajmak in marmelada. To bi bila Barcelona. Skušam pomagati vsem puncam v dvorani in se osredotočiti naprej na igro. Poskusite izkoristiti vsak svoj dan, ne da bi na koncu dneva kaj obžalovali. Sem David Razgor, rokometaš Celja Pivovarne Laško, vi pa še naprej spremljajte oddajo 7. Ne pozabite, enkrat za Celje, vedno za Celje.
Spomini na šampionsko sezono še živijo. Po 10 letih znova v Zlatorogu. Spopad celjskih vitezov in nemškega velikana. Pridite in bodite del spektakla brez primere. To je bilo v tokratni oddaji 7 vse. Pokal je osvojen, mi pa se že veselimo prihajajočih izzivov. Vi pa ne pozabite, enkrat za Celje, vedno za Celje.